Gospod Logar, zakaj vi pravite, da vlada z ustanovitvijo obrambnega holdinga vzpostavlja potencialni bankomat za izbrance? Ja, zaradi tega, ker najprej hiti z tem nepripravljenim projektom, ki je zavit zelo v tančico. Nekako podobna zgodba, kot je bil nakup sodne stavbe tik pred počitnicami, sicer novoletnimi, s tem, da gre tokrat za milijardne zneske. In daleč od oči prelaga v bistvu glavne poslovne odločitve v Slovenski državni holding. Normalno države te tovrstne izdatke in vse odločitve sprejemajo na ravni vlade, te agencije so normalno na Ministrstvu za obrambo. Slovenija se je pa odločila za nek zelo netransparenten model, ki potencialno ob tistih, ki imajo lepljive prste, pomeni zelo širok diapazon možne zlorabe teh sredstev. Kaj pravite na te očitke, gospod minister? Glejte, politika je neka obrt, politikanstvo je pa nekaj, kar dela škodo. Holding, državno podjetje, ustanavljamo zato, da bo denar od pridnih, bistrih slovenskih glav in inovacij in od žuljavih rok ostal v tej državi. Kaj pa dela ta trenutek opozicijska politika? Konkretno, gospod Logar, spoštujem njegovo glasovanje pri zgodbi referendumov, ampak da se iz varnosti na nepreverjen tak način, ki preusmerja pozornost od problema, kjer bi se gospod Logar moral oglasiti, od problematike v Gazi in notranje politizira varnost in obrambno usposobljenost te države, preprosto ne drži. Da hitimo pred počitnicami, kaj res? Prve države so holdinge začele ustanavljati takrat, ko je bil ustanovljen PESCO z Lizbonskim dogovorom 2017. Mi v Sloveniji smo spali. No, najprej, demokrati smo varnost postavili kot ključno izhodiščno točko. Zanimivo je, da minister za obrambo brani rešitev, ki njemu jemlje pooblastila. Mislim, da je edini obrambni minister v evropskih državah, ki ima takšen narativ. Drugače pa države normalno, posebej tam, kjer sistem funkcionira, kjer so transparentne javne nabave, te agencije organizirajo znotraj Ministrstva za obrambo. In naš predlog je, da se ta agencija ostane, torej preoblikuje in okrepi znotraj ministrstva. Tako je bistveno boljši nadzor, lahko se zagotovi parlamentarni nadzor, lahko se zagotovi vladni nadzor, ministrski nadzor, proračunski nadzor in na ta način se v bistvu ohrani to zaupanje v smotrno porabo javnih sredstev. In zakaj na to opozarjamo? Posebej zato, ker ste pravilno v prispevku napovedali, da bodo sredstva za obrambo se sedaj drastično povečala. In ljudje že tako ne zaupajo v transparentno trošenje, zdaj pa, če to trošenje preložiš, oziroma odločitve o trošenju še na SDH, potem mislim, da si še dodatno razburil davkoplačevalce. Jaz mislim, pred sabo imam resolucijo, mi jo je žal, gospod Logar, ker jo niste v celoti prebral. Če bi jo, bi videl, da številne vaše floskule, ki ste jih omenil v dveh napadih na državotvorno ministrstvo, preprosto ne zdržijo, nimajo osnove. Holding ministrstvu ne jemlje nič. Če bi prebral zakonodajo, kako in zakaj se ustanovi agencija, potem bi videl, da znotraj ministrstva agencije ni moč ustanoviti. Lagal ste jim, pretiral, da bo šlo, pretiraval, da gre čez holding, koliko? 3 milijarde pa pol denarja. Nesmisel in pa neumnost direktorat za logistiko v okviru ministrstva. Ostane zanje odgovoren minister, podjetje se bo pa ukvarjalo številnimi slovenskimi podjetji. Se vam zdi prav, da ste v času vaše vlade SI, ki je danes v izrednih težavah in je bilo obrambno podjetje s kvalitetnim jeklom, ki je delalo 6-kolesnike, prodali v tujino? Se vam zdi prav, da nimamo več Tama, ki je delal kvalitetna tovorna vozila? Se vam zdi prav, da smo prodali Fotono tujcem? Z Dolenjske je šel tujcem v tuje roke Arex. Mi delamo to, da bo denar, ki je potreben za obrambo in varnost te države, pa ne gre
samo za oborožitev. Daleč od tega tudi za kritično infrastrukturo, da bo ostal v tej državi. In kako to delamo? Z državnim podjetjem na transparenten in nadzorovan način. Podjetje bo v popolni državni lasti. Kdo ga nadzira? Nadzira ga nadzorni svet, nadzira ga ustanovitelj in vse inštitucije javne države. Kar se tiče parlamenta, zagotovo nadzorstveno funkcijo opravlja odbor za obrambo, komisija za nadzor javnih financ, potem računsko sodišče, KPK in tako naprej. Enostavno v počitniškem času cel kup nesmislov, ker smo pa toliko časa zamudili, pa seveda zdaj delamo tisto, kar je treba, in ta vlada bo v 34-letni zgodovini te države za krepitev odpornosti in varnosti definitivno storila največ in za tem stojim. Glejte, minister ni dal niti enega argumenta za to odločitev, ki je drugačna, kot je v državah, kjer sistem funkcionira. Povsod, večinoma, razen višegrajske države, kjer so ustanovile holding Poljska leta 2013 in Madžarska leta 2021, jaz ne vem, od kdaj slovenska vlada kopira rešitve držav višegrajske skupine, ampak na tem področju večina držav, kjer sistem funkcionira, ima organ, ki je organiziran znotraj ministrstva. Zakaj? Še enkrat. Zato, ker je bistveno boljši nadzor, na koncu koncev, ker ima ta javnost boljši nadzor. Saj kot novinar veste, da nad SDH-jem še celo predsednik uprave nikoli ne pride v vaš studio, ko ga vprašate o nekem podjetju, kot recimo CSS, invalidsko, ko bo pa vprašanje orožarskih poslov. Verjemite, da ne boste dobili nobene informacije. Predsednik KNJF-ja, ki sedi na nadzornem svetu SDH-ja, sam sem bil predsednik KNJF-ja in vem, da ne dobi nobene informacije, ko se začne uporabljati o tajnih informacijah, telefona potijo ven iz sejne sobe in edini možni nadzor za davkoplačevalce ob takšnih investicijah je organizacija znotraj vlade. Kajti tudi vsi posli se organizirajo vlada vladi. To pa zato, ker je na koncu koncev varnost in obrambna industrija vedno vezana trgovina z neko drugo zadevo in zato ponavadi minister za obrambo vedno hodi skupaj z minister ali ministrico za zunanje zadeve, kjer skupaj dorekata z državami te posle. In zdaj pa, če je del teh odločitev, predvsem ključnih poslovnih odločitev, dan drugam, daleč od oči, za zaprta vrata, kjer en ali nekaj oseb odloča onkraj javnega nadzora, potem pa veste, da je to super potencial za bankomat nekaterih tistih za zaprtimi vrati. Jaz vidim, no, da je gospod Logar te strategije resnično ni prebral. Vse nabave ostanejo na Ministrstvu za obrambo. Naloga tega novega podjetja v holdingu bo pomagati slovenskim podjetjem. V pol leta se je število teh podjetij, ki imajo kvalitetne izdelke z področja varnosti, obrambe, zaščite, reševanja, dvojne rabe, povečalo iz 80 na 130. Z njimi se mora nekdo resno ukvarjati. Kako bodo prišla do razvojnih sredstev, kako bomo koristili izjemna evropska sredstva, ki so že namenjena za krepitev odpornosti, s tem bomo zagotavljali višji bruto družbeni proizvod, dodano vrednost in tisto, kar smo zdaj drago kupovali v tujini, proizvedli tudi doma. Da vam povem konkreten primer. Eden od osnovnih vozil je vozilo Oshkosh, ameriške proizvodne. Ta ima za seboj lahko tudi prikolico. Originalne prikolice stanejo več kot $60,000. V Sloveniji smo jih z razvojnim projektom našega ministrstva naredili za tretjino teh sredstev. In to je praksa. Tudi vlada vladi. Prva vlada je ta, ki je proizvode slovenske obrambne industrije po tem sistemu prodala v tujino. In preprosto to ne drži. Gospod Anže Logar je videl olupek, videl je sebe, svoja pretekla ravnanja in ravnanja svoje stranke in je rekel, spet bom padel. No, sej minister je ravno prej razložil, da v sistemu, ko ni ločenega oboroževalnega, obrambnega SDH, zadeva popolnoma dobro funkcionira. Sam je povedal, v času, ko ni bilo SDH, je število podjetij naraslo iz 60 na 130.
Letni promet, milijarda evrov, 100 tisoč evrov dodane vrednosti. Skratka, to je industrija, ki funkcionira. In verjemite, razvite države ravno zato, da to ostane v neki jasni strategiji, ne za zaprtimi vrati, kot je na primeru SDH, in da se zagotovi nadzor, ohranja znotraj Ministrstva za obrambo. In samo to je, mi v bistvu gremo naproti ministru, da ohrani večji nadzor, da ima več možnosti vplivanja, da sam določa tudi strategijo, v kateri smeri. Mi to vse podpremo, ne pa, da se to da na neke hodnike v neko institucijo, ki ni pod javnim nadzorom. Boste vi vztrajali pri tej rešitvi? Ja, zagotovo, ker je rešitev za slovenski proračun, za naša predvsem mala in srednja podjetja dobra in to je tisto, kar šteje. Za proračun ne bo nobenega vpliva, ker bo ministrstvo delalo razpise. Samo odločitve bojo sprejemali drugje. Lejte, če se bo ustvarjala dodana vrednost, če bomo kupovali ceneje in doma, potem bo dobro tudi za slovenski proračun. Najlepša hvala obema, da ste bili naši gosti. Hvala za povabilo.